Dajmo začeti z epidemiološko situacijo in kaj nas čaka. Še ena jesen in zima je pred nami, s covidom, z gripom. To so dejstva. Kakšna so še dejstva? Številke naraščajo, okužb, kot je bilo napovedano, tako kot so projekcije povedale, že pravzaprav poletja, da nas čaka ta jesensko-zimski val. Številke naraščajo tudi drugod po Evropi, torej tale jesenski val se je začel tudi v drugih državah. Avstrija recimo nas je prehitela pri številu okužb. Številke bojo verjetno po sedanjih projekcijah naraščale tam do druge polovice oktobra. Kaj se zgodi, zatem sledijo še vedno hospitalizacije, tudi te, nažalost, se začnejo pač dvigati navzgor, situacija v intenzivkah še vedno zaostaja, ampak je precej ugodna. Kaj to pomeni? Dajmo postaviti res tista jasna dejstva. Ključno, kar je spremenilo pravila igre, je pravzaprav različica Omikron. Različica Omikron glede njene enormne pravzaprav okužnosti, že februarja 2022, ko smo imeli zelo veliko nefarmakoloških ukrepov, so številke okužb rasle, zelo strmo. Imeli smo na dan več kot 20.000 okužb, spomnimo se. Kar je pa razlika pri Omikron različici, je ta, da seveda ni tako huda, hospitalizacije je pa bistveno manj. Skratka, Omikron je še vedno Omikron in to velja tudi danes. Kaj je zdaj različnega, kaj je novega v tej, kako se bomo spopadali s to jesenjo in s to zimo? Ja, nekaj novosti, nekaj pa ostaja isto. Torej, Omikron za sedaj je še vedno Omikron. Imamo pa nova orodja. Slišali ste o zdravljenju. To spreminja pravila igre. In imamo nova, prilagojena cepiva, ki so na voljo, pravzaprav vsem, toliko bolj seveda zaščita ranljivih skupin in vseh osebah pravzaprav nad 60 letom starosti je ključna. Kaj ostaja isto, vam lahko povem? Ostaja eno dejstvo tudi nespremenjeno. Na koncu te jeseni in zimi, ko si bomo gledali, kire države so bile bolj uspešne in kire države so bile manj uspešne, na koncu govorim torej, kdo bo preprečil čim večje število smrti. Pravzaprav bojo bolj uspešne države, ki so bile uspešne pri precepljenosti rizične populacije. Torej tiste, ki bojo najbolj uspešne z osnovnim cepljenjem in s poživitveni odmerki pri prebivalstvu nad 60 letom starosti. To pač se je izkazalo predhodno in se bo izkazalo pravzaprav tudi topno. Tole je tisto, kar moramo narediti, da gremo nekako z farmakološkimi ukrepi. To je ta premik, ki se je zgodil povsod po Evropi zaradi Omikrona in pravzaprav so farmakološki ukrepi zdravljenje in preventiva, še enkrat cepljenje, nova, prilagojena cepiva so na voljo, ki spreminjajo pravila igre. Pripravljeni smo seveda na vse, sledimo številkam, pripravljeni smo na vse scenarije, ampak kot ste slišali, kar si želimo, je iti z pristopom, ki temelji bolj na farmakoloških ukrepih, zdravljenje, preprečevanje hudih potekov bolezni, preventiva, cepljenje čez to jesen in zimo. Jaz tukaj ne bom dolg, kaj lahko sem naredil, lahko se zahvalim vsem izvajalcem cepljenja tukaj za menoj, da omogočajo, da je to cepljenje dostopno, da vsak, ki se odloči za cepljenje, pač lahko pride do cepljenja v najkrajšem možnem času. Ne moram ne izpostaviti domove za starejše občane, to je kritična lokacija, ker spet se bo pač spremljalo, kako uspešni bomo v, dajmo reči, obvladovanju COVID-19 letos in v naslednjem letu. Kakšne so razlike tukaj? Pač seveda tudi tukaj je precepljenost, naj bo visoka. Tisti, ki niso še pristopili z osnovnim cepljenjem in tisti, ki niso še pristopili s prvim ali drugim poživitvenim odmerkom. Vse to je sedaj na voljo, vse to je za izkoristiti. Zahvala svojcem, ki pomagajo izvajalcem cepljenja, da lahko v svojih pravzaprav se cepljenje izvaja. In kar se mogoče velikokrat pozabi, zahvala samim oskrbovancem, vsem tistim, ki so se odločili za cepljenje, zahvala vsem tistim nad 60 letom starosti, ki so se odločili za osnovno cepljenje, ki so se odločili sedaj za prvi ali drugi poživitveni odmerek. Hvala, ker skrbite za vaše zdravje. S tem, ko skrbite najprej za vaše zdravje, skrbite pravzaprav za zdravje vseh nas. Pravzaprav zdravje je skrbite vseh. Hvala lepa. Prej ste omenili, da skozi zimo oziroma jesenjo do najbolje šle države, ki so rizične skupine najbolj od decembri, kje smo mi na tem? Zdaj z četrtimi oziroma drugimi poživitvenimi odmerki zadnje številke govorijo, da smo pocepili 27.000 oseb. Kar je odkar zdaj so nova prilagojena cepiva na voljo, vidimo, da se je začelo premikati.
Prej smo stagnirali tam na 7-14 tisoč zelo veliko časa in zdaj je pač, zdaj so se zadeve začele premikati. To pomeni, da ta pristop, to pomeni, da ljudje sedaj vejo, da je novo cepivo na voljo, prilagojeno za omikron različico BA.5, pač je pač sprožilo tako v DSO-jih, kot drugod nekako, da ljudje pristopajo. Merili se bomo potem na koncu. Do sedaj smo bili ne najbolj uspešni, ampak smo pa imeli dobro precepljenost. Jaz mislim, da bomo tudi tokrat, vse države se spopadajo pač z neko širšim nezaupanjem ali skrbi, ampak počasi mislim, da se zadeve kristalizirajo, da je jasno, da so rizične skupine tiste in da je jasno tisto, kar je bilo mogoče na trenutke zabrisano, da se cepimo za preprečevati hude poteke bolezni. Torej potencialno se lahko okužiš tudi cepljeni, ampak okužba je blaga. In to je tisto. Torej cepiva delujejo, kar preprečujejo hude poteke bolezni. Kar nisem mogoče izpostavil, ko sem imel možnost govora, je to, da sem rekel, da gremo zdaj še enkrat skupaj čez eno sezono COVID-a in gripe. To pomeni, da cepljenje proti gripi, ki se bo začelo predvideno v sredini oktobra, cepiva se bo razdeljevalo v prvih 2 tednih, verjetno oktobra, ostaja še vedno zelo pomembno, zato ker pravzaprav tudi hudi poteki gripe so tisti, ki povzročajo breme, torej smrti ljudem in seveda tudi bremenijo zdravstveni sistem. Tako da ta kombinacija najbolj uspešnih držav bodo tiste, ki bodo dobro poceple gripo in COVID, okoli gripe pa ne blestimo ponavadi, tudi tam pa res ne blestimo in to je ta spodbuda. Torej cepi se lahko tudi oseba istočasno, ko bo na voljo, to ne bo nobena ovira, tako da pristop najbolj ranljivih skupin, seveda vsak se lahko cepi gripo, ki si želi, je tudi priporočljivo, ampak pravzaprav za vse tiste nad 60 let starosti, poživitveni odmerki, osnovno cepljenje COVID, cepljenje gripa, to je tisto, kar bo spremenilo in bo pokazalo, kako bomo šli skozi to jesen in zimo. Kakšen pa je potek, če pride oseba na 4. odmerek, dobi avtomatsko to prilagojeno cepivo ali lahko izbira in pa kaj z ostalimi cepivi, torej tistimi neprilagojenimi ostaja, kaj z njimi je morda preteklo rok, kakšne so številke in kaj bomo z njimi, če bo večino interesa za ta prilagojena cepiva. Okoli samega postopka na cepilnem mestu, jaz mislim, da lahko osebi kolegice iz Zdravstvenega doma Ljubljana boljše govorijo, ampak osebe pravzaprav vem, da vprašajo, če je prilagojeno cepivo na voljo in ga tudi dobijo. In tako mora biti, najbolj v tem trenutku, vem, seveda javna sredstva, cepiva, ki se uničujejo, ni nekaj lepega, ampak kot epidemiolog jaz bom zagovarjal visoko precepljenost. In če je jasno, da zdaj ljudje vejo, da je novo cepivo na voljo, pričakovano bojo vprašali za novo cepivo. Torej, omikron prilagojena cepiva, jaz zagovarjam, da so oba odlična cepiva, ampak pravzaprav osebi naj dobijo tisto cepivo, pravzaprav prilagojeno, ki si ga želijo, pomembna je precepljenost. Na dolgi rok bomo prešparali, država bo prešparala bistveno več, da gremo skozi to jesen in zimo zaščiteni z manjkim bremenom COVID-a, kakor tisto, ko bo zapravljeno za cepiva, ko potencialno bo uničenje. Je pa smiselno razmišljati, kakšne so potrebe in preden cepivo pride v državo pristopiti, kakor vem, da Ministrstvo za zdravje tudi pristopa v projekt oziroma pobudo COVAX, to pomeni deljenje pravzaprav enakopravno cepiv, ki mogoče bi pripadali Sloveniji, pa Slovenija jih ne potrebuje, da je pač dostopnost globalna, ker pandemija je še vedno globalna, tako da cepljenje je dostopno tudi v tistih državah, ker niso tako, dajmo reči, privilegirani kot Slovenija, ker pač vsak se lahko cepi tako rekoč za bogatstvo. Mogoče še glede cepiv BA.5, poleti je dr. Ihan dejal, da takrat cepljenje, ko so bila še stara cepiva za mlade s 4. poživitvenim odmerkom, ni smiselno, a se je zdaj situacija kaj spremenila? Priporočila so močna za rizične skupine in vse nad 60 let starosti. Cepivo je pa na voljo vsem. Zdaj odločitev v tej fazi s trenutnimi podatki, ki so na voljo, tudi druge evropske države prepuščajo posamezniku. Vsak se lahko odloči, ve zakaj. Zaščita je pravzaprav zelo dobra že po celo starimi vuhanskimi, glede samega hudega poteka bolezni, ampak zdaj dodatni poživitveni odmerki, govorimo o 4. oziroma 2. poživitvenem odmerku za mlajšo populacijo,
ni tako ključna, je pa seveda lahko odločitev posameznika. Pogojena je na to tudi, da te bo zaščitilo proti okužbi ter za krajši čas. Lahko tudi vpliva na dolgoročne posledice dolgega COVID-a, podatki so sicer skopi, ampak dajmo reči, prioriteta je to boljše, je se ne okuži. To velja za celotno prebivalstvo, tudi pobuda je pravzaprav, da vsak, ki se želi cepiti, zaščititi s farmakološkimi ali nefarmakološkimi ukrepi, naj pravzaprav to stori. Boljše se je ne okužiti to sezono. Virus je premalo časa z nami, da bi vedeli vse o njemu. Mogoče še to glede na projekcije, ki gotovo z njimi razpolagate za jesen. Koliko težav imamo lahko zaradi tega, ker ljudje v veliki večini v zaprtih prostorih v javnem prevozu ne nosijo mask, kljub temu, da ste jih priporočili? Ja, še enkrat, ukrepi so in priporočila jih je pravzaprav več. Če bi obstajalo eno priporočilo, maska v javnem prevozu, ki bi rešila zadeve, jaz sem prepričan, da bi vse države posegle po njemu in bi rekli, ok, vem, če imam masko v javnem prevozu, pa zapravo bo obvladoval okužbe. Pač ni res. Vsi te nefarmakološki ukrepi si nekako pomagajo med sabo, njihova učinkovitost je, ni pa popolna. Avstrija zagotovo ima, FFP2 maske v javnem prevozu pri številu okužb nas je prehitela. To so dejstva, ki se jih moramo zavedati. Seveda problem, da v parih minutah ne moram zajeti celotno kompleksnost. Ampak smisel je, imamo farmakološke ukrepe, zdaj je smiselno ciljati na njih, dokler je epidemiološka situacija takšna, maska v zdravstvenih ustanovah, kar se da in kjer je priporočena seveda, da se nosi. Če so potrebne obveze, ja, so potrebne verjetno v naslednjih fazah, ko pravzaprav je zdravstvo pod prevelikim pritiskom. Sedaj si želimo priti čez to jesen in zimo na drugačen način, ker je fokus drugod. Vsekakor pa jaz priporočam vsem, da v zaprtih, slabo prezračenih prostorih na javnem prevozu nosijo najboljšo masko, ki si lahko imeli na razpolago.